V sredo 3. junija 2015 se je že 9. odvijal športni dogodek Konjiške atletske šole na stadionu Dobrava v Slovenskih Konjicah. Atletska olimpijada je postala tradicionalna prireditev in eden večjih športnih dogodkov v občini Slovenske Konjice. Vsako leto se atletske olimpijade udeleži preko 1000 mladih športnikov s 3 osnovnih šol: Osnovna šola Podgoro, Osnovna šola ob Dravinji in Osnovna šola Loče. Iskrene čestitke vsem, ki ste se uvrstili, nekaj več kot 200 vas je na današnje tekmovanje. Že vsem skupaj želim prijetno preživeti dan, ob glasnem spodbujanju pa naj zmagajo resnično tisti najboljši. Zmagovalci pa ste pravzaprav vsi tisti, ki ste danes na štadionu v tem čudovitem sončnem popoldnevu. Lep popoldan vsem skupaj in obilo športnih užitev. Lep sončen dan vsem skupaj, mladi atleti, učitelji in starši. Verjamem, da bomo danes videli izredno tekmovanje, da se bodo vsi atleti potrudili po svojih najboljših močeh, zato si tudi želim, da ravno vse spodbujamo. Lansko leto je zmagala Osnovna šola Podgoro. Kdo bo zmagal letos, bomo videli približno čez 3 ure. Naj zmaga najboljši. Vsem otvarjam 9. atletsko olimpijado. Za barve svoje osnovne šole, seveda tudi za individualno uvrstitev, dečki in deklice tekmujejo v 3 starostno oblikovanih kategorijah. Nastopajo pa v različnih tekaških disciplinah, skoku v višino in metanju vorteksa. Tekmovanje so osnovnošolci tudi letos odprli s slavnostnim mimohodom in je postreglo z razburljivimi tekmami, glasnim navijanjem in tudi podiranjem osebnih in ekipnih rekordov. Zaključilo se je s podelitvijo prehodnega pokala, ki ga je letos že drugič zapored osvojila Osnovna šola Podgoro. Zmagala je skupno 907 točkami, druga uvrščena je bila Osnovna šola ob Dravinji z 841 točkami, 680 točk pa je Osnovni šoli Loče prineslo 3. mesto. Učenci se zelo radi udeležijo tega dogodka in je hkrati neke vrste vzpodbuda in motivacija za kvalitetno ukvarjanje s športom ne samo v šoli, temveč tudi v prostem času. Tekmovanje je potekalo v čisto pravem športnem duhu. Ob prijetnih vremenskih pogojih in bučnih tribunah so tekmovalci dosegali odlične osebne in ekipne rezultate. Otrokom iz konjiške občine ta športni dogodek pomeni zelo veliko, zato jim obisk in podpora na tribunah pomaga k boljšim rezultatom in doseganju rekordov. Takole, 9. atletska olimpijada je zaključena. Vsi smo se dobili po svojih najboljših močeh. Osvojenih je bilo 9 rekordov, kar vas moram še posebej pohvaliti, namreč vsako leto je rekord težje postaviti, namreč letnice so postavljene zelo visoko. Lansko leto je bil skupni zmagovalec Osnovna šola Podgoro. Letošnje leto pa so rezultati tukaj. 3. mesto z osvojenimi 680 točkami je osvojila Osnovna šola Loče. Drugo mesto si je pritekla z 841 točkami Osnovna šola ob Dravinji. In tako se nam je celo ostal zmagovalec z 207 točkami Osnovna šola Podgoro.
Ja, jaz v moje učence vedno verjamem. Sem pa zelo vesela, da se rezultati vsako leto izboljšujejo. Zato se zahvaljujem gospodu Nonerju za njegovo vztrajnost in vsem mentorjem vseh 3 šol, zato da se trudijo in učence pripravljajo. In jaz verjamem, da obe dve ravnateljice se strinjata, da lahko tudi v njunem imenu rečem, da smo izjemno ponosne na vse učence. Olimpijade si želite še naprej? Seveda, to je spodbudno, to je motivacijsko, šport je nekaj, kar bi moral vsak človek v življenju početi, zakaj pa ne? Naslednje leto boste probali še 3. zapored? Poskusili bomo, ampak pri športu je tako, vse ni važno zmagati, važno je sodelovati. Ne? Ja, prosim. Na koncu je predsednik konjiške atletske šole Kaš, Anton Noner, izrazil zadovoljstvo v zvezi z izvedbo tekmovanja in udeležbo mladih športnikov, ne nazadnje tudi s podporo in spodbudo staršev. Navdušen je nad tem, da je letos bilo porušenih kar 9 rekordov dosedanjih atletskih olimpijad. Razen tega, da smo mogli predstavljati in očitno so mogli navaditi na takšno vreme, je 9. atletska olimpijada, bom rekel, se zaključila v odličnem ambientu, z odličnimi rezultati, kar 9 rekordov je ponovno padlo. Tako da, ja, jaz sem navdušen nad otroki, nad njihovo energijo in nad to, kar so pač dosegli. Kje vidite to, da se rezultati z leta tako izboljšujejo? Kje je razlog za to? Ja, jaz upam to, da je veliko otrok dobro dela in kvalitetno dela po raznih športnih klubih, ne samo v atletiki, tudi ostalih, kot je košarka, kot je nogomet, kot pa seveda tudi kje drugje. Tudi športni pedagogi očitno dajo dosti poudarka na šport oziroma na atletiko in se pripravljajo, tako da po vsej verjetnosti bo kaj na tem, ker nič ne pride samo od sebe. Nekako sami ste že napovedali 10. jubilejno. Ja, mi si jo seveda želimo in delamo korak naprej, sem skoraj prepričan, ampak prespimo danes in potem naprej, verjamem pa, da 10. ne bi smeli izostati.